Pozdravljene, prijateljice! Joj, kako napore, dan je bil
Čakala se, da te
vam povem, kje so naše prijateljice ribice? Ja. Sredi širokega oceana se lovijo po vodi. V njihovi družbi je tudi mavrična ribica. Prijazna in dobrosrčna, pozabila je na svojo ošabnost. Sonce že vstavlje, ribice budivje, ta zaspana prebujena v to jutro ples začetje, to jutro ples začetje. Joj, sestrice, poglejte, nastala ribica, nekaj hoče od nas, oprostite, izgubila sem se. Išče varno za petje. Ali smemo stati za vami? Odkot si prišla? Izgubila sem svoj jato, ker sem se malo poigrala z valovi. Podim, išči naprej, ne potrebujemo tvoje družbe. Prosim, nikar me ne podite. Tako osamljena sem in morje je tako nestansko veliko. Mavrična ribica je želela pomagati mali tujki. Skušala je mehčati svoje trdosrčne prijateljice. Uprla se je le velika riba z nazobčeno plavutjo. Nočemo in ne želimo v svoji sredini tujke, ribice, ki je drugačna od nas. Pojdi do koralnega grebena in si tam poišči varno zatočišče. Sestrice, poglejte, kako majhna je, nebogljena, lahko si kaj pripetit. Naši jati ne potrebujemo tujcev. Mavrična ribica je povesila glavo. Sram je bilo. Mala ribica tujka se je zasmilila, pa vendar je odplavala k svoj jadri. Mala tujka, bega sem tekla, zavetje išče varno, zavetje išče varno, mali glavo. Mala tujka, bega sem tekla, zavetje išče varno, zavetje išče varno, mali glavo. Vedno sem drugačna, a vendar sem ribica kot one. Jaz bi z veseljem sprejela svoj jato. Ne bi me motilo, da so lepše. Drugačnost in različnost nas vendar bogati. Naredi nas lepše in boljše. Mavrično ribico so preganjale žalostne oči male tujke. Toda bala se je, da bo izgubila prijateljstvo ribic, še bo vztrajala pri svoji želji, sprejeti medse malo tujko. Kako me pomaga? Kako me poprosim svoje prijateljice, da bi jo sprejele medse, tako kot so mene? Življenje v jati ribic je teklo dalje. Na malo tujko so povsem pozabili. Le mavrična ribica ne. In nekega dne se je zgodilo tole. Kako sem srečna! Joj, prejoj, kaj pa zdaj tole? Riba roparica, kje bomo iskali zavetje pred njo? Bežimo, bežimo! Kako sem se upirhala, že sem mislila, da bo končala v enem kopcu.
počasi zaključujejo svojim delom in običajno se tudi predstavijo oziroma pripravijo tudi za nas kako prireditev predstavo. In v letošnjem šolskem letu so bili ljudkarji na zadnji, torej ima pa tudi svojo težo, torej ostali so svoje predstavni nam. Ljudkarstvo ima na šoli že kar nekaj letno tradicijo in včasih sicer jih sestalo. Takrat pa moram reči, kar sem pogrešal, kadar je bil izpad. Zelo všeč mi je bilo in posebej bi rad poudaril, da so mladi ljudkarji ne samo zelo dobri ljudkarji, ampak da so pripravili sceno sami, da so ljudsko pripravili sami, torej da je vse bilo njihovi. Iskrene čestitke in zahvala. To lepo. Zahvala mentorici. Najprej sem vesel, da je med nami tudi mentorica, ki je nekaj let dela nad ljudkarstvom, nas zapustila. In nekako simbolike v tem, da je prevzela skrb nad mladimi ljudkarji njena pripravnica in tista, ki jo je tudi v razred uvajala. Menim, da zelo uspešno. Torej, hvala nad delom naši sodelavki, Heleni in Konšaknici. Zahvala sodelavkam, ki so pomagali, sicer Marija Kozak. Zahvala Mirjam Dolinar-Klavč. Zahvala Danici Šincek. In še zahvala Danilo Knubležu. Vam pa uspešno. Tudi bomo poprosili, da boste, sicer se pogovarjamo z mentorico, sprejeli naše mališane 1. oziroma 3. septembra, 6-letnike in 7-letnike. To je velika prošnja, upam, da boste slišali mojo prošnjo, da ste se septembra pripravili. Vidite, ker se malo bliže. Vse ostale povabim tudi, da vabili rečemo, kaj v mladi skupini, pa da tudi